fakulteti in imali ste tudi v samem predstavitvi dovolj v samem programu. Na glas. Na glas, ok. Zdaj, ker sem imela mikrofon, sem mislila, da lahko vrti govorim. Pa vidim, da vse treba, da ne glas govorim. Tako da bom jaz kar nekaj besedo predala, mogoče samo še en tak namig. Za 10 minut malo zamujamo, ampak nič hudega. Tako da bomo zaključili okrog 20 do 12. Ob 12 je tam nekaj roka. Ker pač se bomo pomakniti tudi iz tega prostora, je fajn, da gremo ven, smo se z gospodom Pleničkom zmenili, da je potem za tisto hišo, in ne vem, ko se to če imenuje, tam naspod, je potem zadaj ena taka lopa, kjer so tudi misce in te zadeve, in se bomo potem lepo predstavljali tam zadaj, malo bomo zunaj in bomo potem tam delavnice srečanja. Zdaj delavnice bo ta dva dela, v enem delu bote delali po 2 pa po 2. Tako da tisti, ki ste že iz tistih krajev, bomo kar skupaj letos naredili, včasih pa zelo rada mešam, ampak zdaj letos vas ne bom, da ne bom kaj tazga. In boste za 15 minut po 2 pa po 2 se malo bolj poslušati in učiti tega poslušanja. Potem bomo pa še 3 skupinice naredili, pa potem je še ena naloga. Vse skupaj bomo zaključili do ene, malo čez eno, pa se bomo kar tudi zunaj potem še malo pogovorili, pa zaključili, okoli dveh je pa kosilo potem zgoraj. In takrat boste potem tudi pospravili sobe, pa prinese ključe nazaj, tako recimo. Evo, zdaj pa besedo predajam gospe Barbari, pa bom šla kar na to stran, pa bo. Zdaj se bom kar misliti za to. Prosim? Velika je nota, sam ima zvit. Bom še kaj pila pa plesala. Ja, jaz vas res lepo pozdravljam. Sem vesela za povabilo, pa prišlo v počitniških dneh sicer, da sem lahko danes tukaj z vami. Kolikor sem razumela, ste že kar precej tem srečali v tehle 2 dneh, so bile tudi zelo konkretne, tudi verjetno kakšno dobro navodilo ali ciljevico ste dobili za vaše delo v okviru Caritas, pa tudi verjetno sicer v življenju. Zdaj, moj prispevek danes v tem kontekstu vašega seminarja je pa bolj usmerjen v razmislek, pa v refleksijo tega dela, bolj tega osebnega odnosa, osebnega nagovarjanja posameznikov, s katerimi se srečujemo, bodi si v našem strokovnem delu ali pa pri prostovoljnem delu ali pa tudi čisto v vsakdanjem življenju. V bistvu gre za stvari, za katere sem prepričana, da jih vi že poznate, da se z njimi v vsakdanjem življenju srečujete, da vsi to poskušamo nekako izvajati, to, kar je naslov predavanja, nekako slišim te. Ampak včasih je dobro razmisliti o teh bistvenih pa temeljnih stvarih, ki se nam zdijo tako samoumevne. Mogoče tak razmislek, ko se mi pomaga, da odpreti še kakšno dodatno dimenzijo, potem v konkretnih situacijah pa vidimo, da včasih ni tako čisto preprosto, biti mogoče strpen, biti sprejemljiv, da res slišati to, kar nam drug želi povedati. Zdaj največkrat so to kakšne take ovire pri tem, da drugega slišimo. Predvsem to, da malo po svoje razmišljamo, pa pripisujemo kakšne svoje želje, svoje videnje, mislimo, da imamo pravo sliko o tem, kar nam drugi hoče povedati. V resnici pa se mogoče tukaj tudi stvari malo razlikuje in tam potem lahko pride do zapletov. Zdaj upam, da vi vsi mene slišite. Ja, tudi če smo z maskami, jaz se pač bom trudila nekako tako držati mikrofon, če pa
se kaj ne bo slišalo, pa kar rečete. Zdaj, do tega, da lahko mi rečemo, slišim, da je kar neka pota, ne? To ni zdaj že kar logičen zaključek, ne? Da nekoga tudi slišimo, vse v tem smislu, kako danes tole predavanje vsebinsko želi prikazati ti dve besedi, ne slišim te. Da mi lahko nekoga tako začujemo, ne? Lahko slišimo, da se nekaj dogaja, lahko ga samo zaznamo, ne? Pa nismo pozorni. Lahko tudi poslušamo nekoga, ne? Ampak to še ne pomeni, da ga zares tudi slišimo. To, kar pomeni tale stavek slišim te, ne pomeni, da nekoga tudi zares dejansko začutimo. To je malo več, kot samo slišati neko vsebino, ki nam je nekdo pač posreduje, samo dobiti neke informacije, ker dva človeka nam lahko čist iste stavke govorita, ne? Čist isto vsebino povesta. Ampak če mi zares slišimo, nam mogoče nekdo želi povedati, ne vem, kako je zaradi tega še razočaran zraven, nekdo drug je pa lahko zaradi iste stvari celo navdušeno, ne? Tako da do tega, da lahko nekomu rečemo, da nekdo začuti to, da ga slišimo, je malo daljša pot oziroma zahteva malo več energije, malo več napora ali pa poglobljenosti, odprtosti in tudi neke take pristnosti in pripravljenosti za to. Mogoče bi lahko bil tudi naslov tega predavanja vprašanje, kako priti dejansko res v stik z nekom, ne? Kako se povezati z nekom, kako bi rekli, kako se povezati z notranjim življenjem in doživljanjem nekoga drugega. Zdaj za vas je verjetno najbolj vprašanje, kako se res povezati s človekom v stiski, a vi kot prostovoljci, ne Slovenske Caritas, se večinoma srečujete zelo z različnimi obrazi človeške stiske. Teh je veliko, ne? Od takšnih, drugačnih stisk, situacij, preizkušanj in kar je verjetno tista glavna motivacija pri vsem tem je to, kako tem ljudem pomagati. Ne? In oblik pomoči je veliko. Lahko je čist samo materialna, lahko je tudi malo psihološka, recimo, ne? Lahko je tudi duhovna. In za nudenje teh oblik pomoči imate tudi različna sredstva. Ne? Včasih rabite, ne vem, kakšne smernice za delo, včasih rabite, ne vem, materialne dobrine, rabite denar mogoče, da lahko pomagate, ali pa neko, ne vem, hrano, da nekomu pomagate, oblačila. Včasih rabite tudi mogoče neko znanje, kako pristopati recimo k žalujočim osebam, kaj te doživljajo, da razumemo, kaj je recimo dinamika neke odvisnosti. Ampak to ni čisto dovolj. Mi smo lahko zelo dobro opremljeni z različnimi sredstvi, lahko damo čez tudi ne vem kakšne izobraževanja, dostikrat, ko se takole pogovarjamo z različnih okoljih, kjer so kakšni seminarji ali pa usposabljanja v kakšnih zelo specifičnih situacijah, recimo delo z odvisniki, delo z ločenimi osebami ali pa delo z otroci, recimo, ki imajo take in take težave. Vedno tako si rečemo, povejte nam, kaj ne rečemo takim ljudem. Zdaj, sicer mi lahko izumemo take in take pametne stavke in razumemo marsikaj, kaj ti ljudje po teoriji doživljajo, čez kaj so šli. Ampak, ko imamo pred sabo res konkretno osebo v tistem njenem doživljanju, nam taki stavki ne pomagajo kaj veliko, če niso izrečeni s tisto pravo držo in na tisti pravi osnovi
ko se ti stavki res usedejo na pravo mesto. Če mi kar naslepo govorimo, primer, da imamo pred sabo nekega odvisnika, imamo nek protokol, kaj moramo tem osebam reči, verjetno se te osebe ne bodo počutile zares slišane. Bodo dobile mogoče neka navodila, nekdo bo naredil kljubico, sem ga sprejel, sem mu dal tisto, kar bi mu naj dal mogoče, ampak se ne reče, da to ni pomoč, ampak vprašanje je, koliko kvalitetna in koliko globoka je ta pomoč. Tako da, ko mi delamo z osebami v stiske, pa s temi obrazi stiske, ko se srečujemo z ljudmi, ki doživljajo take težave, potem tudi sama pomoč, tudi sama materialna pomoč, doseže čisto neko drugačno raven, če uspemo vzpostaviti vse malo tega stika in vse malo slišati tega drugega, tudi drugo osebo v stiski. Mogoče, če si predstavljamo, zakaj je to tako pomembno, oseba, ki je v stiski, rabi predvsem nek občutek varnosti. To pa predvsem zaradi tega, ker stiska, kakršnokoli že to je. Se tudi vi vsi poznate, kako je biti v stiski. Pa koliko je teh različnih obrazov stiske. Takrat, ko smo v neki stiski, ko je pred nami neka preizkušnja, smo izredno ranljivi, krhki. Včasih se tudi delamo močni, pa v resnici nismo tako zelo močni. Vedno je tukaj neka ranljivost in zato je zelo pomembno, kako do te osebe pristopamo. Ker te ranljivosti mi lahko to osebo še bolj ranimo, prizadanemo, podobimo to njeno stisko, lahko pa to ranljivost vzamemo takšno, kot je, ne da jo zdaj prikrivamo pa rečemo, se je tako hudo, če je hudo, ampak da iz tega izhajamo in da poskušamo razumeti, kako je v tej situaciji, da to osebo v tej ranljivosti sprejmemo s tem, kar prinaša pred nas. In to lahko zagotovimo samo z nekim poslušanjem, ki omogoča tudi to slišanost, kjer se osebe potem počutijo tudi nekako sprejete, kjer se čutijo, da nekdo jemlje resno, to njihovo preizkušnjo, pomeni, da jo spoštuje, tudi če se z njo mogoče ne strinja s tisto situacijo, v smislu, da mogoče časih imamo bolj v stiski, pa rečemo, tako pa sebi si mislimo, vse si sam kriv, vse bi lahko drugače naredil. Ampak, s tem človeku ne pomagamo, če moramo to vedeti, tudi če je res to, tudi če si je sam kriv, trenutno je v stiski. In to je tisto, kar mi želimo v tem trenutku neke pomoči, nekega stika ustvariti. Da ima ta oseba na drugi strani res občutek, da me to sliši in sprejema in razume, da je ranljiv in da je v tem tudi neka možnost, da ga bo nekdo sprejel in vkljub temu, tudi če tukaj neka krivda ali nek zaplet, ki bi ga lahko rešil, da mu lahko daje neko smernico in pot naprej. Ko se srečujemo z ljudmi v stiski, dejansko vstopamo res v njihovo intimo. Stiske veste, da ni lahko razkrivati. Rabiš res veliko varnosti, da lahko nekomu zaupaš, da rabiš pomoč in zdaj tudi veliko tvegaš. Dostikrat tudi je tukaj ogromno nekega občutka sramu, da si nekje zavozil, da bi moralo biti drugače. In čisto zaradi teh stvari, zaradi teh okoliščin, to je ta ranljivost, da bom spet rekla, je res pomembno, da v okvirih vsake pomoči poskušamo čim bolj zagotavljati ta občutek slišanosti, tega stika, tega, da nekdo nas mogoče res zanima in da ga spoštujemo in tudi želimo iz tega izhajati, kar pač on doživlja. Zdaj, to sem že rekla, da veščin pomoči je veliko je pametnih stavkov, pametnih nasvetov, se jih je mogoče tudi naučiti se različnih tehnik svetovanja, nekako, ne vem, od
tega, kako se usedemo v prostoru, kako človeka pozdravimo, kakšna razdalja mora biti med nami in podobno. Ne? To so vse tehnike, tudi komunikacije, ki so vse zelo uporabne. In pridajo prav. Ampak prava vrednost, pravo mesto dobijo te stvari še takrat, ko uspejo dodati tudi tisti pristan in resničen stik. Ker vse te stvari, vse te tehnike, vse ti stavki so v bistvu neki pripomočki, ki potem ob ostalem, ob neki povezanosti omogočajo priti na nek drug nivo tudi tega, kar želimo v nekem kontekstu pomoči ustvariti. Lahko rečemo, da slišati drugega pomeni dejansko res začutiti drugega. A je to enostavno? Ampak vsi čutite, ne? Ja, včasih je enostavno, da ga začutiš, da ti je blizu. Ali pa, ne vem, si na isti valovni dolžini, ali pa, ne vem, ti je empatičen, in se tako simpatičen. Če pa nekdo malo tak zobran, ker nekako nimaš prave valovne dolžine, da je pa izredno težko. Tudi če se še zelo trudiš, ti lahko pač nekaj umestno. Recimo, jaz vidim pri sebi, če imam kakšen negativen mnenje, ali pa recimo že tako kakšen predsodek do ene skupine, ali do tega človeka, tam da ne bom začutila, pa če ne vem kaj. Tako, veliko reče energije bomo da. Jaz vse izgledam. Kaj pa, če ste ravno s tem začutila, ker ga ne morate začutiti? Mogoče. Ampak veliko več tega za sebe. Ja, mislimo, da začuti drugega pomeni res biti samo prijazen, pa tako, ne? To je tista zadnja točka mogoče, do katere želimo priti. Ampak dejansko tudi osebe, ki so nam, tako pomembno, mogoče z tega, kar ste rekli, antipatični, ker ni tiste kemije, pa ni valovne dolžine, tudi temi začutimo, ne? Mogoče ne vse polnosti, pa vse tisti resničnosti, kaj doživljajo, so neke ovire, ampak tudi to je en del tega, kar pomeni začutiti drugega. Mogoče smo samo začutili njegove obrambe, mogoče je to njegov strah, mogoče je to njegova, ne vem, fasada, ker želi biti tak, pomemben, aroganten mogoče, napade nas. Ja, mogoče tukaj v zadnjem nekaj drugega, nismo ga še polnosti začutili, je pa to prvi korak, k temu, da lahko drugega začutimo. Še kakva misel mogoče okrog tega, lahko mogoče tako, to je enostavno drugega začutiti in kje se lahko zaplete. Verjetno tako pri sebi imate kakšne pa moraš biti srčni in se postaviti na njegovo mesto, vete, potem še da razumeš stisko človeka, ki ti pripoveduje. Ja. Ampak je to enostavno? Ni enostavno. Ni enostavno tega. Tako, včasih je to lažje, včasih je težje. In tukaj ne samo, da so ljudje različni, tudi mi smo različni med sabo. Tudi mi prihajamo z nekimi svojimi izkušnjami, svojimi filtri, lahko rečemo, v odnose z drugimi. To včasih tudi dobro vedeti, kaj je v nas, kaj je z nami, kaj nam gre na živce, kaj nas moti. In potem malo dati, to tisto, kar rečemo, mora tudi nekdo, ko ne bi motil pomoč drugim, vsej en nekaj korakec pred drugimi, da uspe to razumeti, da mogoče v sebi nosi kakšne ovire za razumevanje drugega in da to nekako preide v določenem trenutku, da da malo oklepaj sam na sebe svoje te blokade, recimo, ko onemogočajo neko čustvovanje. Zdaj, kaj so te blokade, to vam jaz ne moram reči zdaj, za vas vse to velja, to mora vsak po sebi vedeti. To so to blokade, ki izvirajo iz nekih preteklih izkušenj, lahko tudi iz nekega znanja, ki ga imamo v nečem, ali pa iz nekih prepričanj, ki jih imamo dosti, kar so to tudi kakšni stereotipi, recimo, ali pa predsodki, ki jih imamo čisto vsi, in vedno imamo neke preference, smo za neki pa proti nečemu.
Ampak to še ne sme pomeniti, da drugega ne moramo slišati in sprejeti. Tako bom rekla, ni nujno, da se strinjamo, lahko pa razumemo. A ne? To je tisto, kar želimo mogoče nekako zaobjeti s tem slišite. A ne? Zdaj, dosti krat damo tukaj tudi kakšen primer, recimo, ne, kako je med mamo pa otrokom, a ne? Zdaj, če bi imamo otroka samo, tako rekli, jaz njega slišim, vse naredi, kar reče, ne vem, če bi bilo dobro, a ne? Otrok hoče, ne pametni telefon, posega malo, prednega tudi imel, pa veš, kak si ga želim, pa, a ne? A ga lahko čutimo tega otroka, da si ga ne želi ta telefon imeti. Ampak je star 6 let, pa ne? Res si ga želim. Da mama lahko reče, ja, vem, a ne, vem, res si ga želiš, je zanimiva stvarca, zabavna, ampak ne boš ga imel, je pa hudo, da ga ne boš imel, ne, ker razumem, kako ti je v tem. Strinjam se pa ne, da ga boš imel, ne. Tako nekako, ne, da uspemo to nekako razločevati, kaj je naše, ne, kaj so naše prepričanje, naše strinjanje, kaj je pa tisto, mi lahko tudi če se mi z nekom ne strinjamo, kljub temu lahko rečemo, ja, razumemo, ne. Ne vem, jaz ne maram, ne vem, čokoladnega sladoleda, pa bi želela, da ga imate vsi radi, a ne, da ga tudi vi ne marate, ne, tako moram reči. Ampak mogoče ga imam pozno nas rad, pa si srečem, pa kako ga lahko imaš rad, vse imam rad, no. Ampak, a ne, če ga ne bi imela, kako imate vi radi čokoladni sladoled? Ne razumem, ali ne razumemo, ne. Jaz kljub temu lahko rečem, ni dober, ampak ko lahko rečem, razumem pa, da vam dober, recimo, ne. Da vi pa imate radi to. Zdaj, kaj bomo pa z tega gradili, da se bomo na koncu vsi strinjali, pa zakaj ne, tega pa potem gre naprej procesa, ne. Kot sem reče, to temeljno razumevanje je neka taka osnova, ne, za pogovarjanje, za debatiranje naprej. Ker če se že pa na začetku postavimo tako zelo na različne bregove, potem imamo pa vojno in konflikta, ne. In to je tudi v kakšnih primerih, ko pomagamo ljudem v stiski, ne. Najprej želimo dati neke usmeritve, zdaj, če se bomo samo pregovarjali, ne, tudi če vemo, da imamo prav, pa ne bomo poskušali razumeti, zakaj drug nekako je prepričan do nekaj drugega, potem nam tudi ne bo razkrilo, ne, zakaj tako razmišlja, kaj so tiste ovire, da se ne spremeni, da ne naredi nekega koraka skravno vsega tega. Ne. Zdaj, ena taka splošna lastnost, ki omogoča, zdaj malo smo že tudi nakazali, ne, to, ki omogoča dejansko slišati drugega, je pravzaprav empatija, ne. Pa smo malo tukaj ustavili, kaj pomeni pravzaprav ta kompetenca, bi lahko rekli, ne. Zdaj, če mi želimo reči, res slišim te, potem bi lahko to tak sinonim za to pravzaprav empatično razumevanje, ne. Kako mi lahko dejansko empatično, ne samo da razumemo, ampak empatično razumemo nekoga drugega, ne. Tako bi rekli, da je to neka sposobnost, ki nam omogoča res dojeti notranji svet druge osebe z njegovega okvira. Ne tako, kako mi hočemo, ne, prav včasih malo lepšamo, ne, stvari pa, ne, to so ti naši filtri, ampak res tako, čim bolj dostojno, ne, kako ta druga oseba to doživlja, ne. In če te empatije, te kompetence ni, potem dejansko zelo težko vstopamo v svet, ta notranji svet, ali pa v okvir tega notranjega sveta druge osebe. Zdaj, empatija, ne, a smo vsi sposobni? Kaj menite? Kaj pa si predstavljamo pod empatijo? Kaj sprejmeš? Čisto besedno bi pomenilo to vživljanje. Ali pa sotrpljenje, empatijo, trpiš s nekom,
pomembno sočutje, kar pa ni čist res, kar empatija pomeni. Empatija je kompetenca, ki smo jo vsi sposobni po naravi. Vprašanje je sicer, koliko se razvija se tudi skozi naše izkušnje, tudi do tega, koliko so do nas bili ljudje empatični. Tako čisto po teoriji, po naravi empatije ne bi bili sposobne osebe, ki so nekje v avtističnem spektru, recimo. Te ne bi imeli niti v biološki strukturi, se pravi v možganih, tistih centrov oziroma nevronov, ki omogočajo to vživljanje. Drugače pa vsi ljudje imamo te kapacitete. To vidimo že, ko pridemo na svet, ko pride dojenček na svet, ko so tam njegovi starši. Če ne bi bilo te empatije, te sposobnosti vživljanja, a bi ti starši tudi poskrbeli za otroka? A kako bi poskrbeli? Ta otrok ne bo znal govoriti, koliko časa še? Do enega leta zihra, pa še takrat, bo ga sam ozek krog razumel. In kako lahko ti starši razumejo stisko otroka, ne da bi otrok jim povedal? Saj časika, ni tako preprosto, se malo giba, empatija ravno to mogoče začutijo stisko in zato so tam in zato ugibajo in tudi uganjajo, najdejo rešitev. In otrok tudi ve, da so tam in ta otrok preko te empatije, ki smo že v rojstvu opremljeni za to, to je naša primarna komunikacija, ta sposobnost zaznavanja. Že kot dojenčki smo vedeli, da je tam nekdo, ki vidi naše potrebe in jih tudi resno vzame. To je ta optimalno včasih jih tudi niso resno vzeli. Takrat niso bile toliko dobre posledice, tudi za naš jaz, to našo samo podobo. Se pravi, bolj kot se empatično okolje odziva na otroka, bolj krepi ta njegov jaz, ker tudi meni, vidijo me, slišijo me, resno me vzamejo tej stiski. Tudi če ne vejo včasih, kaj mi je, ampak resni so, spoštujejo me, sprejmejo, da je neki narobe. Tako da to že od rojstva nekako smo opremljeni za to. Zdaj, kako se bo pa ta empatija odrasla, res to zrelo vživljanje drugega razvijalo, je pa dosti, kar tudi mi smo seveda tudi kot samih izkušenj, ki imamo skozi življenje. Ker vemo, da pa rečemo tudi tako čist laično, včasih rečemo, to pa tako empatično oseba, ampak ta pa sploh ni empatična, sploh se ne zna živeti, sploh ne znaš slišati nič. Tako da tudi to včasih se lahko ta kompetenca malo zablokira. Ampak v resnici je empatija neko stanje, ki ga ne moramo doseči s trudom, lahko ga mi sicer razvijamo, pa se mogoče zavestno trudimo, v resnici je empatija zelo spontana stvar. Mi smo empatični predno, lahko začnemo govoriti o tem, da smo empatični. Se lahko življamo in se avtomatsko življamo v druge. To je zaradi tega, ker so naša telesa narejena tako, da vibrirajo. Ne samo, da mi poslušamo vsebino pa neke besede, ampak mi smo zraven narejeni tudi tako, da zaznavajo naša telesa celotno okolico, komunikacijo, tudi neverbalno govorico. Jaz sem prepričana, da mi zdaj vsak nekaj čutite, če bi se malo stavili pa pregledali, kakva vaše počutja. Bi znali ga opisati in pa če bi se vprašali, zakaj pa je tako, zakaj pa ni drugačno, bi znali dobiti tudi neke odgovore, zakaj to doživljamo. To so vedno procesi, ki so v nas in tečejo spontano, avtomatsko, nezavedno bomo rekli. Lahko pa včasih to tudi uporabimo na zavesten način, sploh takrat, ko smo v nekih odnosih, recimo, in odnosih, pri katerih želimo, da grejo stvari malo na globjo ravno, da tam uspemo tudi te naše telesne zdive, naše počutje, vzeti kot neko informacijo, zakaj sem zdaj čist prešvican, recimo, pa neč groznega se nam dogaja. Vidiš, v bistvu me strah, ker ne vem, kako naj temu človeku nekaj povemo, in že s tem smo nekaj zaznali, smo zavibrirani. Tudi to je neka empatija,
znovi katere smo mi dobili neke informacije. Zdaj, dobro, rekli smo, da to neka sposobnost, ki nam pravzaprav pomaga, da se mi postavimo lahko na mesto drugega, ko govorimo zdaj o tej odrasli empatiji že, in s tem mi zaznamo in razumemo ta občutja in pa tudi misli druge osebe včasih, ne? Torej, lahko rečemo, vem, kaj drugi misli, pa vem, kaj drugi čuti, ne? Seveda tega ne moramo trditi 100% gotovostjo, ampak to je osnova, da mi lahko gremo v neke odzive in še naprej raziskujemo. Empatija je v osnovi zelo neutralna stvar, ne? Še ne pomeni, da imamo nekoga radi ali pa da ga nimamo radi, ali pa da smo do njega sočutni ali pa ne sočutni. Mi smo lahko empatični tudi do oseb, ki nam niso všeč, ne? Ker to pomeni samo to sposobnost zaznavanja. Zaznavanje druge osebe v njegovem doživljenju. Ne vem, zelo živimo po Hitlerja, pa njegovo kriminalno psiho. Vse bi bil tako oseba, ne? Pa nekaj doživljal, nekaj čutil, nekaj razmišljal. Si lahko predstavljamo, kako je bi to biti on. Ni treba, da imamo, ne? Da ti včasih mislimo, da to neka samo neka pozitivna čustva, neke lepe misli, ne? To je včasih malo tako zavajajoče, ker empatijo res se načimo z nekim takim dobro namerno držo vedno, ampak ni nujno, ne? Včasih empatija je samo neka zaznava, iz katerega mi lahko gremo neko sočutje, ali pa neko empatično razumevanje in odzivanje, ne? Ni nujno, da to pomeni že tako neko sočutje, pa neko tako globoko odnos. Je pa samo res neka kompetenca, ne, ki nam da neko informacijo, ne, bi lahko rekli. Zdaj pa rečemo s prispodobo, kako je biti v koži nekoga drugega, ne. To je tista osnovna empatija. Razumeti, kako je biti v koži nekoga drugega. Ne v svoji lastni, ampak še vedno je svoje lastne kože, ne, dobiš ta občutek, še vedno si svoje lastni, ampak dobivaš občutek, kako bi pa bilo biti v koži nekoga drugega. Ta anglosaksonski svet ima metaforo, kako je biti v čevljih nekoga drugega. Ne? Če bi se mi čevlje zdaj dali na kup, pa rekli, zdaj si pa izberite različne čevlje, pa imajo preizkuste. Kako bi bilo biti v čevljih nekoga drugega? Vse ste verjetno daj dali kakve čevlje, ki niso bi vaši gor. A je bilo udobno, a je bilo isto kot v vaših čevljih? Ne čisto, ne? Pa lahko je čist isti čevlj, ne? Mogoče, ne vem, isti gojzak, ista znamka. Pa ni bilo isto, zato ker tisti čevlj je že bil oblikovan po nogi nekoga drugega, po izkušnji nekoga drugega, bi lahko rekli, ne? Je bil malo drugje bolj shojen, pa se vaša noga ni čisto noter, ampak se bilo rekli, aha, tukaj malo bolj stopa trdo ta oseba, recimo, ne? Ali pa tukaj imamo malo cefrano, tu ni tako predno, tile so pa malo bolj prijetni, recimo, kot moja, ne? Tako s prispodobo, z to metaforo lahko rečemo, ne, da je tudi empatija, ne? Stopimo v izkušnje nekoga drugega, ki ni naša, niti ni nujno, da imamo mi enako izkušnjo, da bi lahko res razumeli. Mi smo lahko iste stvari doživeli kot ta oseba. Pa bo mogoče za to osebo ta izkušnja imela čist nek drugačen pomen, drugačne značilnosti. Vsi smo ostali pri službe v istem podjetju, pa ne bomo vsi enako tega doživljali. Lahko bomo imeli samo enako izkušnjo. Tako da, tudi če je nujno, lahko vstopimo v to situacijo nekoga drugega. In to mogoče res dojeti, to stanje tako, kako ga dojema tudi druga oseba. Seveda, čisto polnih odgovorov tukaj ne dobimo, ampak v jedru pa dobimo neke temeljne informacije, bi lahko rekli na tak neosiljiv način. Zdaj, to ni neka telepatija ali pa neko magično branje misle do občutkov, ampak gre res za tako čisto osnovno stvar, ki smo jo res vsi sposobni in jo uporabljamo v vseh danjih izkušnjah, ne da bi mogoče to sploh vedeli, da zaznavali.
Lahko pa iz tega naredimo marsikaj, če to vzamemo resno, lahko vodi ta empatija, ta zaznavnost tudi v to, da mi drugega, da se od drugega začnemo potem tudi drugače odzivati, da začnemo graditi nek odnos, da začnemo tudi poglagati to njegovo sliko in iskati, kako bi lahko mogoče v tem kontekstu tudi pomagali ali pa zmanjšali to stisko. Zdaj imamo tudi zlorabo empatije, recimo kakšne sadistične osebe so zelo empatične, v smislu, da zelo dobro razumejo, kaj drugi čuti, mislijo tisti ranljivosti, ampak so nagnjeni k temu, da bodo to ranljivost še poglobili, da bodo ranili drugo osebo. Dobro vem, kje tebe nekaj muči, ampak jaz se bom zdaj na tem še dodatno življal. Tudi to pomeni, da je nekdo empatičen, ampak ne odziva se pa sočutno ali pa ne zlorabi empatijo, bi lahko rekli. Včasih je tudi kakšen strah, kakšen svet reče, jaz pa, če sem mene pa vse tako prizadanjena. Včasih se bojimo tudi biti empatični, ker se bojimo prevelike posrpanosti v izkušnju drugega. Lahko je to res naporno, ker včasih so stiske res velike, tako v teh primerih. In nekateri ljudje se dejansko umikajo v situaciji, ker jih preveč prizadane, ko so empatični, preveč težko to nosijo, so preveč posrkani v to izkušnjo drugega, pa se sekirajo in jim je hudo. Tukaj pri empatiji, ki jo želimo uporabljati tudi v nekem takem empatičnem odzivanju, sočutnem odzivanju, je predvsem povedno, da se ohrani vedno ta pogoj, kakor da vemo, da tvoja izkušnja ni moja izkušnja, da tvoj problem ni moj problem, recimo. Moj problem je samo, kako tebi pomagati. Lahko pa s tem, ko razumem tvoj problem, ti boljše pomagam. Tako da ta meja mora vedno ostati, ta notranja meja. In ko pridemo recimo res do tega, da ne samo, da jaz sem empatičen, pomembno tudi, da drugi osebi damo nekako povratno informacijo, da jo razumemo. Kaj se potem zgodi potem v tem primeru, ko drugi dobi to povratno informacijo, ali pa ko začuti, da je nekdo empatičen do njega. Mogoče je to tisti najpomembnejši moment v nekem odnosu, kjer se zgodi sprememba, pa kjer se lahko gradi naprej. Ne samo, da sem jaz empatičen, tudi drug mora nekako začutiti to. Mu tako vprašala, vse verjetno ste kdaj že doživeli, da je to do vas bil kakšen, da ste imeli občutek, kaj, da vas res razume. Kaj se takrat zgodi? Kaj občutek je to? Če si ga sam tako prikličate mogoče. Ja? Neka mehkoba, to še ni rešitev problema, ampak tako nekaj lepega je, kako se opisuje in tudi doživljamo to v telesu takrat. Gre pravzaprav za to, da imamo mi takrat občutek, da smo res občuteni. Ne samo, da nekdo najprej je mogoče formalno prijazna, da mora biti prijazna, ampak da nas je res začutil, da smo res videni in slišani. Ne samo, da nas je nekdo gledal, pa tam sedel, pa bil tam, da pač mora biti v službi, ampak da tudi zares nekaj slišal. Da je nekomu mar, pa mu ne bi bilo treba biti, ampak nekaj je tam bilo, zdaj kaj bo s tem narejeno, potem nadaljevanje, ampak to je ta tema, občutek, da si resno vzeti, da te nekdo spoštuje, da si opažen. To je zelo pomembno, res, že tudi iz našega res tega primarnega odnosa, ko smo že dojenčki bili, če nas nekdo ni opazil, če so delali samo tako, veste, za mano obstaja ogromno knjiga,
pa priročnikov, pa lahko mama dela vse super fajn, ne? Pa takrat to je za jest, pa takrat pa take plenice. Ampak če otroka ne vzame resno, takrat ko on v stiski, in nima nič drugega, kot da je oče da prikliče, pa se smehlja da prikliče v nosa, ne? Če ga takrat ne vzame, da tudi njegove potrebe, pa otrok nima občutka, da je viden in slišan. In to je zelo pomembno za to kreiranje našega notranjega jaza, kako rečemo, tega občutka v sebi. Če te noben opazite ni, a ni tako, pač občutek je tak. Ne, rabimo to zrcalo, to je tudi zrcaljenje. In to tudi v odraslih odnosih ostaja zelo pomembno. Čim drugačen nivo komunikacije, moči, nekih odnosov je, če imamo ta občutek, da smo slišani, da smo videni, da smo občuteni. To potem odpre neko polje zaupanja, kot smo prej rekli, in tudi vse ostalo, kako že počnemo v tem nudenju pomoči v stiski, ima drugačen pomen, drugačen proces je potem. Lahko je tudi brez tega, ampak govorimo za tem, kaj pridobimo, kaj se lahko odpre, če uspemo iti na tak nivo. Če uspemo res odpreti in dati drugemu ta občutek, da je občutena, da se tudi to pa dosežemo tako, da se odzivamo s tem razumevanjem ali pa s to empatijo. Prva stvar, mi bomo rekli pri tem procesu, da zakemo mi nek tak pomagajoč odnos, ki bo potem tudi prišel prav v celotnem kontekstu reševanja stiske drugega, je predvsem to poslušanja. In kot smo že rekli, pride lahko velikrat do nekih odstopanj in moramo se pač potruditi, dobro poslušati, da bomo malo prišli tudi do tega, da bomo rekli, slišim te, slišim te. Včasih tudi kakšno vprašanje lahko postavimo dodatno, ampak vedno, ko poslušamo, se mi ustvarjamo svojo slike nekoga drugega, ki ni čist identična. In bolj, ko si bomo mi to sliko ustvarili in tudi preverili in dali drugemu vedeti, da verjetno vemo, kakšna je ta njegova slika, kako očel nekoga drugega, bolj se bo ta stik krepil in gradil. Pa bi vas zdaj mogoče samo povabila malo k temu, da malo izkustveno naredimo, tako primerjavo tega, kako je, kaj lahko dobimo mi iz nekega poslušanja, kakšno sliko si lahko ustvarimo. Imate posebej kakšna pisarja, kakšne liste, ne rabite nič posebnega, samo nekaj, da boste lahko skicirali. Liste smo mape, ki je igrala, imate sabo, nimate kakšnega narizava. Je to kakšen smiselni kraj? Imate kakšen reči, zgodnega vzrokova bilo? Ja, ne rabite nič veliko, nekaj da poščeča, boste lahko eno rožico narisali. Ja bom še nekaj papirjev. Te papirje še prišli prenesa na navijača. Tu vam dam na mestnika varo, kako imam na listiga. Tukaj še ne želiš. Nekaj to bom nese. Ja, jaz bi vas zdaj sam povabila, da si vi ustvarite svojo sliko moje slike. Na osnovi tega, kar boste samo slišali, pa bomo videli, kakšna bo vaša slika moje slike. Zdaj je sicer zelo besedno, ampak vemo potem pa je to, kako manj prenesene pomenu, razumeti tudi, kaj če bi vam popisovala kaj drugega, kakšno svojo izkušnjo. Jaz sem popisala, zdaj samo eno rožo. In vi poskušajte narisati to rožo. Tako kot vi doživljate.
čutite, da bi ne izgledala ta roža, ker je na moj opis. Ta roža je na vrsti tulipan, ima eno steblo, dolgo steblo, iz tega stebla na vsako stran izhajate dve manjši steblci, steblo na desni je majčkeno višje kot steblo na levi. Potem spodaj, po tem steblu sta dva taka suličasta lista na vsako stran, eden. In potem na ta velikem steblu, sredinskem steblu je en tulipan, ki ima 4 špičke. Zdaj, če veste, kak je tulipan, že malo tist vidika, kako da stopi to. 4 špičke, pač te kronce, kronci. V teh manjših cvetovih na stranskih steblih sta pa dva, je pa na vsakem en cvet. Vsak cvet ima 2 špički, pa na sredini še eno. Izgleda kot triglav. In potem, če se vrnemo še k glavnemu cvetu, iz vsake te dolince izvira en tak pestič, ali pač te, nekako se reče točno, 3 so, prašniki, ja, hvala. 3 prašniki, vsak prašnik ima na vrh 3 pikce. Koga še kaj zanima, bi še bilo kaj vprašano, sliko ste zdaj narisali. Barve trenutno še nima. Še kaj rabi samo za ta, da bi sliko dopolnili, se vam zdi, da kakva nejasnost. Ja, kaj vprašaj. Ja, to je moja roža. Izgleda kot tulipan. Ni čebulce, kar vzračili si. Nima tal. Še kakva nejasnost. Vidite, sem imela što neki napak, ampak se upravičila, je taka moja slika, je vas spremljate ali ne? Ampak tako, še bi kakšno stvar radi razjasnili, da bi dopolnili sliko. A ta stranska stebla nima nič nobenega lista? Ne, nič. Zdaj si rada vaše slikce videla, si imela to pokazati. Pa si malo pogledajte. In še kaj za 3 pikce radi vidim. Pač prašnik je iz vsake te dolince, za nalačno če pokazati. In na vrhu te črpice so 3 pikce, 2 spodaj pa 1 na vrh. Tako se razdeljenja, 3 podobno. Eno vprašanje. Ja. To je bilo na začetku, da je eno steblo, potem se na vrh tega stebla, ne? Glejte, če slikce pogledate, vse so si podobne, ampak problema ni enaka. Vsak si je narisal svojo sliko, moje slike. In če bi vam jaz zdaj govorila o eni izkušnji, da sem imela neko nesrečo in imam zdaj neke posledice bolezni, vsak bi si narisal malo drugačno. Vsak bi drugače malo doživljal moje doživljenje. Zdaj vam bom pokazala sliko. Imamo tule, pa tudi tule. A katera je identična? Zdaj so vsi blizu, ne? Glejte, nobena slika ni enaka. Vsi ste pa dobro
rekali. Več možnosti je, zakaj pride, ne? Zdaj, to ni ravno to, da vi niste dobro poslušali. Lahko da tudi jaz nisem dobro opisala. Tudi to je možnost, ne? Zato je zelo pomembno, da takrat, ko poslušamo in če aktivno poslušamo, znamo tudi vprašati, če tega, ne? S kakšnimi podvprašanji lahko pomagamo tudi drugemu še bolj opisati to situacijo. Slišali ste to, kar ste slišali, vsi ste enako slišali, ne? Zdaj, mogoče komu se ni dalo poslušati, tudi to je lahko, ne? Ne niste, nič za to, če niste, tudi ne smete enako narisati, ne? Ne moreš enako narisati in prav je, da ne moreš, nič ni narobe, če ni enako. Ampak je pa neka približna slika, to hočem reči. In to je tudi takrat, ko mi drugega poslušamo, mi si ne moramo čiste enake slike narisati. Ene so bolj natančne, druge so manj natančne. Odvisno od različnih okoliščina, ne? Zdaj, to tudi nismo dobro risali. Ali pa mogoče ne znamo dobro poslušati, če bi to prenesli v to, vsak dan je življenje pod to situacijo. Ljudje nam marsikaj govorijo, mi smo lahko tudi trujeni, pa ne slišimo, pa ne moramo poslušati in slišati tistega, kar nam nekdo želi povedati. Veliko je okoliščina, ki vplivajo na to, da mi slišimo stvari, potem tudi ustvarjamo neko sliko. Glede, kadar vi poslušate neke situacije drugih oseb, kakršne koli, že so vedno takole slikco višete v sebi. Sliko njegove situacije. To je bila zdaj ena ružica, lahko je pa to, ne vem, doživljanje bolezni, doživljanje osamljenosti. Eni bi si želeli to sliko še boljše, pa kako čebelico da gor, pa tla, pa čebelica, ampak tam pa je. A jo sprejmete, da je pusta, da nima barv. Samo taka je. Lahko pa jo izboljšujemo zdaj naprej, ampak najprej moramo dobiti, da vemo, kaj bi bilo pa mogoče pa še izboljšati. To mi počnemo takrat, ko poslušamo. In zato je res pomembno, da čim bolj znamo to kapaciteto, tudi empatije tukaj vklapljati in tudi tega, da znamo sebe malo dajati v oklepaj. Da tudi, če bi še mi mogoče eno pikco narisali, pa mogoče še kakšen cvetek, da tega ne naredimo. Tale tulipan nam lahko všeč, pa to ni tulipan, Lahko popiva, da lahko rečete, vse kar zanima rožama, neka taka, tako izkušnjo tako vzamemo. Ampak osnova je to, da mi sprejmemo neko sliko, ki je taka, kakršna je. In to pomeni slišati, ne spreminjati, ne osvojiti, ne preoblikovati. Poleg tega pa potem pomembno, to je prvi korak, da mi nekaj slišimo, da se ustvarimo sliko, da potem damo drugemu vedeti, da smo ga slišali. To pa lahko tudi s tem, ko postavljamo pod vprašanja, rečemo, ja, ali je to tako, ali je tako obrnjeno, ali je biti osamljen tako, težko prenašaš, kaj bi naredil, bi mogoče lahko te stvari, oblikoval tako. Skratka, v tem smislu je pomembno, da iz tega poslušanja potem gremo tudi v nek odziv, v empatično odzivanje rečemo. In dejansko mi govorimo v tem primeru o tem poslušanju za razumevanje. Poslušanje razumevanje ni samo zaznavanje, ni pogovor zaznavanje. Neki zaznali pa rekli, niti ne bi se odzvali. To ni samo poslušanje brez odzivanja, ker bi bilo samo suhoparno poslušanje, pa nič drugega, ampak gre za to, da se mi z nekim razumevanjem tudi odzoramo, da damo drugemu občutek, mogoče s kakšnim vprašanjem, da želimo poglobiti neko vedenje. Včasih samo pokimamo, včasih samo rečemo, včasih tudi samo naša pristna drža telesa, se nagnemo malo naprej, pa smo tam pristni in prisotni. Mi imamo telefon na roki, nas ne motijo druge stvari, ker želimo drugega slišati in poslušati. Se res koncentriramo na to, da smo tam zami.
in ga spoštujemo v tem, kar nam želi povedati. Ne? Včasih tudi rečemo, da to aktivno poslušanje, ki daje odziv, pomeni tudi poslušati s tretjim ušesom. To ne pomeni, da nam še eno to zraste. Ne? Mi imamo dve ušesi, s tem mi poslušamo vsebino. To je ta organ tretje uho, pa ni nek organ, ampak je spet ta sposobnost empatije, bi lahko rekli, ki nam pa daje tudi možnost branja med vrsticami, kjer mi gledamo lahko mimiko drugega, držo drugega, ton glasu drugega, tudi tišina nam takrat nekaj pove. Tudi tišina nam takrat lahko zelo zgovorna, ko poslušamo s tem tretjim ušesom. In to je tisto, kar mogoče zdaj za zaključek bi mogoče tule vas povabila vse, da to tretje oko, to empatijo, malo čistimo ali pa imamo vedno nekako odprto, da bomo res zaznavali, ne samo tisto, kar dve ušesi zaznavata, neko vsebino, neko pripoved, ampak da bomo znali tudi razbrati še tisto dodatno globino doživljanje teh stvari, ki nam jih nekdo drug pripoveduje. Dejansko bi lahko rekli, da takrat, ko to naredimo, mi stopimo v to, lahko rečemo, notranje življenje drugega, ker mi tudi ohranimo svoje notranje življenje. Ampak takrat pride do tega stika, ko se z tem nekim takim sprejemajočim, spoštljivim, pa tudi prijaznim, v končni fazi, načinom približamo tej notranje izkušnji, notranjemu življenju druge osebe. In to je tisto, kar potem delamo, vse ostalo, kar potem sledi, tudi vse tehnike, metode, postavljamo na drug nivo doživljanja in tudi ukrepanje v končni fazi. To je z moje strani, zdaj je verjetno kaj novega, tudi ni bilo, ampak je bilo namišljeno v smislu tega refleksije, te sposobnosti, da se malo ustavimo pa razmislimo o teh dimenzijah, ki so nam običajno tako kar samo umevne. Zdaj pa, če je kakšno vprašanje, karkoli, komentar. Kje so mogoče kakšne države, izkušnje, da se jih imeli? Ali pa če se vam je kakšna misel tukaj utrla, dobro, da mogoče malo podelimo, dostikrat so to kakšne dileme ali pa zapleti, ki pa tukaj, tudi Ja, ne, ker nekako ni še odgovora, bom jaz rekla, recimo, ta empatija, bi razmeral nekako ta empatičnost, da je potem tudi sočutje, to ne je nekako jasno, Ampak zdaj sem nekako spoznala, da je v bistvu empatija, da se samo živim, ni pa nujno, da je v bistvu tudi potem se razvije še to sočutje, da se tudi Hitlerja tudi živim, to ni normal, nekaj novega. Da se mi zdi, da se to nekako je takoj posledica, če so nekoga živiš, da mora biti potem tudi sočutje. Da pozitivno in da nekako potruduješ. Ja, ni sočutja, ni brez empatije, lahko pa je empatija brez sočutja. Tako bomo rekli. Ja, ampak gledajte, če tega ni, kako bomo pa ne vem, vsej kot prostovoljci vemo tudi zaporniki, kdaj delamo, pa z osebami, ki so res težke stvari naredimo, se z njimi ne moramo strinjati, ampak še vedno to oseba. Hočeš, nočeš, ni nič več, pa manj vredno kot katera kot druga z vidika dostojanstva človeške osebe. Mi sami imamo neko lestvico, rečemo več, pa manj vredno. To je čist brez veze. Vsi smo čist enako vredni. Ja, jaz sem tudi tako, nisem prej tako razmišljala, da je empatičnost lahko tudi negativno zaznavanje, ampak samo pozitivno. Pa še druga stvar, da recimo empatičnost ni dovolj, da samo zaznaš, ampak da je treba še korake delati, prej je to samo osnova. Včasih se reče, dovolj, da si empatičen,
to je zdaj tako moderno, bom rekla, empatičnost, doživljanje drugega, ampak zaznavanje je eno prvi pogoj, potem pa še naprej, a ne? Ja, jaz sem videl, kaj s tem naredimo. Ja, tako, ta odziv, ne? Ja, to je tako, no, sej zato empatija reče, taka elastična beseda, kam dokoli se lahko raztegnemo. V osnovi je zelo emotivsko področje. Mogoče tako res v teh vsakdanjih pogovorih to dosti krat tako uporabljamo, tudi vsi vemo, kaj mislimo s tem. Ampak če smo res striktni, pa če se res samo nebo to, pa tudi, če tako razmišljam, rečem, sres pa nisem empatičen, ne, pa to tudi ni res, ne. Kar naredi lahko veliko škode, ne. Zato je tudi pomembno, no, da včasih res razumemo, kaj res je empatija. Drugo pa je, kaj s to empatijo potem naredimo, ki lahko vodi v sočutje, nek altruizem, neko pomoč drugega, no, tudi zlorabo drugega v končni fazi, ne. Nažalost. Ja, se vidi, da je to tako kot en kabel, ki ste ga prej vklopili, da potem steče. Ja, super. Res je tako, ja, steče nekaj, ja, potem. Kakšna mogoče izkušnja, ko se svetujete z ljudmi v stiski, ker pomagate, kako recimo doživljate to poslušanje, to zaznavanje njihove doživljanja? Imate kakšno težavo, mogoče se postavite, zdaj imamo strokovnjakinjo, ki se veliko s svetovanjem ukvarja, mogoče kakšna vaša izkušnja? Če ravno ta prizadetost notranja človeka, nekaj ne spoznaš, recimo invalida, recimiš tega karkoli izotarega, je dosti drugače. Je pa neki notr poglavljena, je pa to težko. Tudi ljudje, recimo, sprejemajo, če tako pomagaš, ali pa to reče, se samo naredelaš, ampak ne čutijo pa, da je to še hujš, kot če je invalid. Zdaj, če sem čisto razumela, sem dobro slišala, zdaj na koncu. Z duševnimi težavami, z duševnimi zdravnimi psihiatrične, pa nekaj so imajo notranje stiske, ne? Ja. Ki včasih vodijo v to, da ne zmorejo delati ali karkoli, ne? Ljudje bolj obsojajo, ne? Če vidimo invalida, ki ima roke ali pa nekaj, je nekaj zunanjega in nam je lažje sprejemljivo, kot pa recimo te stiske, ki so mogoče danes v porastu, ne? Ko so ljudje v teh duševnih stiskah, ne? Ja. To ne radi, negativno sprejemamo. Glejte, to je sovedno, ne nekaj taki, nekaj preference, predsodki, misli, ki jih imamo, ne, v sebi. Ampak mogoče tukaj res pomaga, če se vrnemo samo k tej čisto osnovi, k človeku. Ne glede na to, kdo je, kaj je, da res rečemo se, je človek, ki nekaj doživlja izkuša, ne, da je s tem poskušamo, da damo vse ostalo malo oklepaj to, kar mi mislimo nekom, pa da poskušamo biti mogoče res na ta najbolj osnoven nivo, ne. Kako je biti tam, kaj doživlja? Tudi, če se ne strinjamo, tudi, če imamo neke, ne vem, poglede ali pa, ja, tudi prepričanja, ki na osnovi katerih nekaj ljudi imajo višje cenimo ali pa nižje cenimo. Ne. To je mogoče že tista sekundarna stvar. Ne. Mogoče, ko ste rekli, ne, da iz izkušenja, ker ma ni lahko vedno biti, ne. Ni se vedno lahko živeti. Ne. In takrat, ko klopiš to zavedanje, da prepoznaš, da mogoče človeka malo pregačkaš ali pa čisto avtomatsko to delaš, ne. Takrat se lahko ustaviš, rečeš, ok, gremo nazaj v bistvu. Poglejmo, kaj mi želi ta človek povedati iz svoje pozicije, ne. Sedaj pa mora biti ta odnos, ne, ko se pogovarjamo, mogoče tudi to dovolj varen. Zdaj mi ne smemo siliti od človeka, ki je nevaren, ali pa ki ni sposoben nekega pogovora, mogoče to da podarimo, ne. Mora biti tudi neki pogoji, pa neka okolja, ne, kjer
v nekih situacijah je to možno. Če ne, dobro, včasih tudi malo počakati, pa se včasih zaščititi, ne. Ne moramo siliti človeka pa reči, dej mi povej mi, ne. Želim vedeti, želim slišati, ne. Tudi take čisto objektivne zunanje zadeve včasih potrebno upoštevati, ne. Kar se vam. Čas, da se odpre. Ja. In je to tudi ena stranjost, ne. Potrebno za to. Jaz osebno imam recimo državo včasih v tem poslušanju, ker je preveč informacija, pa sem utrujena, pa imam recimo nekaj drugega glav, ker moram nekaj narediti in potem se obrnem na pomoč, jaz pa vem, da moram narediti poročil, da moram nekaj odgovoriti, da moram nekaj napisati, ali pa recimo, da doživim neko stvar na čisto drugem področju, zelo intenzivno, takrat me sigurno odnašam. Lahko recimo prihajam v odnos, kadar sem spočita, kadar nimam 5 stvari naenkrat. Takrat, ko je pa preveč stvari, pa vidim v svoji glavi, kako preč menjam temo iz ene na druge. V bistvu med poslušanjem razmišljam o nečem drugem. To mi je zame najtežje, da se res odmaknem, da vse svoje držaje odmaknem, potem sem pa lahko s tem človekom. Recimo, če pogledam otroke, na 2 sina, sta manjša še, osnovna šola, pa drugi razred, kako včasih, da prinesem domov službo, pa 1000 momentov, pa ko ene kliče, sem tam v stiski gor in dol, in potem kako v bistvu se včasih zavedam, da mi je razlada, da jih sploh ne slišam. Tako vmes rečem, ja, in bolj se včasih zavedam, kaj pa sploh hotel povedati, ne, bo še nekaj zvečer. Tukaj jaz osebno vidim, ne vem, ali smo preobremenjeni in bolj pa nimamo časa zaznati nekoga. Tako, da se v bistvu včasih rečem zavestno, ko gremo v kopalnico, zdaj pa dobro poslušanje, nisem nič druga, ne? Zato, ker takrat bi osiguran kaj povedal, ker je on sproščen, pa pričakuje, da tudi jaz, ne? Recimo, tukaj so zame največje težave, ne? Ni to problem, da ne bi zmogla tega, ampak se mi zdi, da je preveč zaželjati. Tukaj, izreka, to je čist človeško, ne? Več stvari lahko naredimo. Hoče ena stvar, da zase ne poskrbimo, ne? V smislu, da smo tudi do sebe sočutni, empatični in sočutni, ne? Druga stvar je, tako kot ste rekli, ne? Jako zavestno nekaj narediš za to takrat, najbolj se moš pa zavest, da res nisi slišal, si poslušal, pa nisi slišal, pa veš, da ti nekaj povedal, kaj je že rekel, ne? To se zgodi. In če to zaznamo, to je ena informacija, ne, ko pomeni, da ni nekaj bilo ok s tabo. In z tega lahko nekaj naredimo. To ni zdaj neka napaka, to je zdaj pa konec vsega. Ne. Ena stvar je tudi to, da če so pa res situacije, ko pa vemo, da ne moramo slišati in poslušati, ne, da to tudi povemo. Rečemo, gledaj, zdaj sem preobremenjen. Vem, da rabiš, ampak ti ne morem pomagati. Toliko, kot bi si želela, če se to da, da to povem tudi to na tak sočuten način. Rečem, moram zdaj samo 1 uro, ne vem. Umira se najest, potem pa bova mi 2 se pogovorila, ne? Če je to možno. Tudi, da to damo vedeti, ne da blefiramo, pa se delamo, pa poslušamo. To je še slabše hvala. Če povemo, da ne moramo poslušati, pa je on vedel, da smo slišali, da nam nekaj želi povedati. In če ni to korentno, bo tudi malo počakalo. Tudi to je ena možnost. Ampak moramo biti pa to stiku s sabo, da se zaznamo, da se nam to dogaja, ne? Da težko poslušamo in slišamo. Ker vse smo samo ljudje, nismo neki računalniki, ko bomo ne vem koliko stvari naenkrat zmogli in znanja delati in sprocesirati. Jaz mislim, da tudi ta, naprimer, tako, ko se pogovarjamo, oziroma ko poslušamo, s tem, ko poslušamo, potem tudi dajemo to odprto, možnost te odprte komunikacije, da ne zaključujemo tako, aha, tako si mislil, tako si rekel, tako doživljaš, ampak da dejansko, tako, ko ste že prej rekli, z vprašanjem nekaj spodbujamo, ali pa tako je bilo, ali pa
a ne, možnost te odprtosti. No, jaz vem, da takrat, če je nekdo bil empatičen do mene, v tem pozitivnem smislu, se je manj kar odpiral, da še sama se nisem zavedala, kateri brelci se odpirajo, ker nisem imela začetka namena povedati, pa sem pa povedala. A ne? Te stvari tako si predstavljam, da tudi, naprimer, če bi bila jaz po drugi vlogi, pa... Ja, zelo spoznamo se po tem procesu. Zdaj to, da s temi vprašanji mi da damo vedeti, da smo nekaj res slišali. To ne pomeni, da nič ne veš, zdaj pa še enkrat sprašuješ vse. Ampak iz tega, kar je bilo povedano, to je že odziv na to, ne? Če si rekel to, sem prav razumel, no še to enkrat opišeš, a prav razumem, recimo, ne? S tem že drugi dobi občutek, a ne? In mu pa rečemo, vem, da veš, da vem.